Vsem skupaj lep pozdrav. Jaz sem pripravila eno prezentacijo. Samo moment, evo. Takole. In sicer bom govorila na kratko, zelo veliko, ko so že povedale moje predhodnice, o izgorelosti, kako jo testiramo, kaj vse pripelje do izgorelosti in kako jo potem tudi poskušamo zdraviti in si pomagati. Torej, izgorelost ni kronični stres, ni kronična izčrpanost ali utrujenost, ampak je totalni mentalni, fizični in čustveni kolaps zaradi kroničnega stresa in izčrpanosti. In to se začnejo kazati stvari na hormonski, imunski in presnovni ravni. To je vse, na vseh teh ravneh se zgodi kolaps. In v Ameriki, ne vem kako je v Sloveniji, je izgorelost klasificirana že kot bolezen. Zgodi se zaradi kronične izčrpanosti v službi, odnosih oziroma na splošno. In pri izgorelosti, to je ta zadnja faza, se adrenalne žleze že tako izčrpajo, da so naše ravni kortizola kronično prenizke. Kortizol, bom kasneje povedala, kaj je stresni hormon. In ko izgorelost ni diagnosticirana in zdravljena, kot je že povedala gospa Pika, je povečano tveganje za samomor. Zato je pomoč zelo, zelo nujna. Funkcionalna medicina pa svojim celostnim pristopom lahko zelo uspešno pomaga pri izgorelosti in jo preprečuje. Ali samo da skočim, oprosti, ali si želela deliti prezentacijo, ker jo ne deliš? Ojoj. No, ni škodilo. Hvala. Smo poslušali bolj pozorno, ne? To je tukaj v Zoomu, zelena tipka na sredini spodaj, share screen. Ja, pa sem dala share screen. Sam potem moraš dati še pa potrditev. Evo, zdaj pa si. Zdaj je? Zdaj pa je. Odlično. Tako je, kar naprej. Evo. Hvala. Prosim. Zdaj lahko tukaj še daš pač predvajanje, ne, da bo full screen. Pa je to. Samo moment. Mislim, da je kar zgoraj. Takole. Evo. Torej, kaj se dogaja v telesu, ko smo v kroničnem stresu? Naše telo ni narejeno za kronični stres. Narejeno je za akutni stresni odziv, ta je normalen, kronični pa ni. In ko smo v kroničnem stresu, se izklopijo v telesu vse funkcije, ki niso potrebne za boj ali beg. Torej, boj ali beg pomeni, da nas recimo lovi tiger ali pa lev in moramo biti vzdržljivi, moramo imeti vso kri in energijo in vse impulze usmerjene v mišice in vse tisto, kar rabimo, da v 20 sekundah zbežimo pred tigrom in splezamo na drevo, da nas ne zagrabi. To je boj ali beg. In vse tisto, kar, ko smo v kroničnem stresu, to je vse ostale funkcije, ki niso potrebne za boj ali beg, izklopijo. To je razmnoževanje, prebava, presnova in asimilacija hrane, razstrupljanje se izklopi, regeneracija in pa zdravljenje. In stres je lahko realen, torej objektiven, kot recimo, da nas lovi tiger, in pa subjektiven. Zaznavamo ga samo mi. Recimo, govornik na odru, nekomu lahko govorništvo povzroči stres, drug pa uživa na odru. Torej, vzroki izgorelosti oziroma kaj vse vodi do izgorelosti so, da ne znamo reči ne, da smo deloholiki ali perfekcionisti, da se dolgotrajno pretirano fizično, mentalno, čustveno ali psihično izčrpujemo. Vsakodnevni manjši stresorji, ki se seštevajo, obenem pa ni časa za počitek in pa regeneracijo in smo ves čas v nekem stresnem odzivu. Potem je tukaj posttravmatska stresna motnja, slaba regulacija in komunikacija med hipotalamusom, hipofizo in adrenalnimi žlezami,
preveč vadbe oziroma preveč intenzivne telesne vadbe, izčrpane adrenalne žleze recimo vidimo pri maratoncih ali pa poklicnih športnikih. Tu so tudi vzroki kroničen mraz, vročina in pa hrup. Se pravi, je treba pogledati, če oseba dela v takih razmerah dlje časa, več mesecev ali pa skozi vse leto, vsako leto. Lakota, podhranjenost s hranili je velik stres in naša prehrana, ki ima dostikrat veliko pomanjkanje hranil, vodi do podhranjenosti in zato tudi stresa. Stres so potem tudi bakterijske in virusne infekcije, ki so lahko ne le akutne, ampak kronične. Kronično vnetje je stres, kronična bolečina je stres, izpostavljenost alergenom, toksinom, različnim strupom, elektromagnetno sevanje, vključno s 5G, ki prihaja zdaj tudi k nam, neuravnan krvni sladkor, torej prevelika nihanja krvnega sladkorja, bogata prehrana z ogljikovimi hidrati, sladkorjem in premalo dobrih maščob, neuravnovešenost med dobrimi beljakovinami, zdravimi maščobami in ogljikovimi hidrati. Potem mitohondrijska disfunkcija, ko je moja predhodnica že govorila o njej, travmatična poškodba glave, ko sta bila kdajkoli v življenju od otroštva naprej poškodovana ali hipotalamus ali hipofiza ali oboje, pomanjkanje spanja, spalna apneja, nespečnost, druge motnje spanja, tudi nepravilno dihanje spada sem. Sezonska depresija je lahko vzrok za izgorelost, fluorescentne luči ves dan, če delamo v taki službi ali pa živimo v takem domu pod lučmi, ki so fluorescentne, supresivna zdravila, kot so opioidi, steroidi, zavirajo delovanje te HPA vsi, o kateri bom še malo kasneje povedala. Povišan krvni tlak je stres za telo, različne gastrointestinalne bolezni, poporodna depresija in pa avtoimunske bolezni. Zdaj, kaj je kortizol? To je stresni hormon, ki se izloči skoraj takoj ob prisotnosti stresorja. Impuls za njegovo izločanje se začne v možganih, v hipotalamusu, nastaja pa kortizol v celičnih elektrarnah, mitohondrijih, v predelu nadledvičnih žlez. Ta slika lepo ponazarja hipotalamus v možganih, preko CRH hormona pride signal v hipofizo, tada signal v adrenalne žleze, kjer se potem v mitohondrijih adrenalnih žlez proizvaja kortizol, ki se potem sprosti v krvni obtok. 3 faze izgorelosti imamo: alarm, tu je značilen visok kortizol, čas regeneracije v tej fazi je nekje 2 do 3 mesece. Naslednja faza je faza odpora, tu se ta kortizol, ki ga merimo zjutraj po vstajanju, je že nižji, se že niža, skupni kortizol je še vedno normalen. Čas regeneracije je 4 do 8 mesecev, v fazi izčrpanosti, adrenalne izčrpanosti pa je večina meritev kortizola že nizka ali na spodnji meji, prav tako je tukaj DHEA hormon nizek in je čas regeneracije 8 in več mesecev, ko pridemo v to fazo. Zato je funkcionalna medicina vedno usmerjena tudi v preventivo, ne samo v kurativo, in je zelo, zelo pomembno, da vse to, kar danes recimo govorimo, da začnemo delati že dosti prej, da ne pridemo do te faze izgorelosti. Celostni pristop funkcionalne medicine k izgorelosti se seveda začne z eno tako zelo obširno zgodovino pacienta, stranke, ki se v bistvu, to je tako dolg vprašalnik, ki se lahko rešuje tudi nekaj ur, ker nas ogromno stvari zanima o človeku. Kortizol pa merimo iz sline oziroma iz brisa sline, kar je najboljši možen način merjenja kortizola, in sicer
ta slika lepo prikazuje prvih 60 minut po vstajanju, torej ko se prvi vzorec vzamemo sline takoj, ko se zbudimo, ko odpremo oči, ko ozavestimo, da smo se zbudili. Drugi vzorec 30 minut kasneje, tretji vzorec 60 minut kasneje in potem popoldne in pa zadnji pred spanjem, oziroma če imamo težave z nespečnostjo, se še vzame en vzorec takrat, ko se po noči zbudimo, da vidimo, kako po noči, kakšne so ravni kortizola po noči, ker po noči naj bi bile ravni kortizola najnižje. Zdaj, tale rumenkast del prikazuje normalen kortizol, potem tale črtkana črta je normalna krivulja. Povišan kortizol zjutraj prikazuje tale modra črta, zelena pa, ko je kortizol že nizek. In zakaj je ta vrsta mirjenja kortizola nam veliko več pove, kaj se dogaja z našim stresom, stresnim hormonom, kako zelo so že naše adrenalne žleze izčrpane, kot pa če bi vzeli kri enkrat v dnevu, kadarkoli, in bi dobili tukaj eno točko. Zdaj, nizek kortizol po prebujanju je lahko rezultat slabo delujoče te HPA vsi, psihično izgorelosti, sezonske depresije, slabega spanca ali pa spalne apneje, kronične utrujenosti ali pa bolečine, posttraumatske stresne motnje in povezan tudi s povišanim krvnim tlakom, poporodno depresijo, avtoimunskimi boleznimi in gastrointestinalnimi boleznimi. Zvišan, se pravi, to je nizek kortizol, zvišan kortizol po prebujanju pa je lahko rezultat preveč reaktivne HPA vsi, stalnega stresa na delovnem mestu ali doma. Recimo, da že zjutraj, ko se zbudimo, pričakujemo, da bo dan stresen. To je en velik stres, ki lahko traja potem cel dan. Neravnan krvni sladkor, kot smo rekli, bolečine, recimo, da se zjutraj že zbudimo z bolečimi sklepi ali pa migreno, in pa splošna depresija je tukaj tudi znak, ko je zvišan kortizol. Na kaj vse pa zdaj kortizol vpliva? Na našo budnost, torej, če smo zelo utrujeni, kronično utrujeni, je možno, da je naš kortizol že zelo nizek. Raven energije, na odziv in pa odpornost na stres, potem vpliva na ta naš občutek, da smo pod stresom, uravnava krvni sladkor, na razvoj avtoimunosti in pa na napredovanje avtoimunih bolezni, regulira vnetje, deluje protivnetno, zato nizek kortizol tudi ni dobro, ker normalen kortizol ugaša in protivnetno deluje in ugaša naše vnetje v telesu, pomaga zdraviti infekcije, odgovoren je tudi za spomin in pa vpliva tudi na rezultate zdravljenja pri raka in pa raziskave so pokazale, da je smrtnost zaradi raka večja, kadar je kortizol preveč nizek. Kortizol direktno vpliva tudi na presnovo glukoze, celično energijo, presnovo maščob in proteinov, delovanje ščitnice, zelo pomembna žleza v našem telesu, na spolne hormone deluje, na našo telesno težo in kako bo razporejena maščoba v telesu, na mišično-skeletno zdravje, na zdravje kosti, na naše razstrupljanje, na zdravje možganov in živcev, zdravje timusa in pa seveda na spanje. Tako da, kot vidimo, kortizol ima zelo veliko funkcijo v našem življenju in pri našem zdravju, zato je zelo pomembno, da ga ne izpustimo, kadar se pojavljajo določene težave, ki bi lahko kazale na neuravnan oziroma nezdrav kortizol. Zdaj, najboljši načini testiranja. Uradna medicina testira kortizol iz krvi in sicer ga meri enkrat na dan.
Tukaj ne dobimo tega cirkadnega cikla in ne moremo dobiti krivulje kortizola po vstajanju, in zato so podatki omejeni, prav tako pa tudi so opcije zaradi tega za terapijo omejena. V funkcionalni medicini testiramo kortizol izbrisa sline, ta je najboljši in najbolj natančen, ker tukaj merimo tudi prosti, biološki aktivni kortizol, ki nas zelo zanima. To je kortizol, ki prosto kroži po telesu in ga je le 1 do 5% tistega skupnega. Tukaj merimo cirkadni cikel skozi cel dan, 4 do 5 krat dnevno. Zelo enostavno je zbiranje, palčko damo v usta, jo natremo slino in to je to. In dobimo tudi točen ta kortizol po vstajanju zjutraj zaradi takojšnjega odvzema po zbujanju. Ker takoj, ko se mi zbudimo, začne naš kortizol rasti in v prve pol ure zraste že za 50%. Zato je zelo pomembno, da takoj, ko odpremo oči, še predno vstanemo in še predno prižgemo luč, vzamemo vzorec. Ni nam treba pljuvati pa slinice v epruveto, kar lahko traja nekaj časa in nam spet nekaj malega mogoče stresa povzroči in dvigne kortizol, in pa prikladno je za tiste suhimi usti. In pri tem testu so terapevtski protokoli tudi zelo specifični. Potem ga nekateri merijo tudi iz sline, kar je malo manjša, malo slabša opcija, se pravi, da se slinimo v epruveto, in pa iz urina, ki pa je, krivulja pride precej podobna, ampak je zamaknjena, ker merimo kortizol iz urina, ki je nastajal celo noč in pa potem 2 uri po vstajanju. Zdaj, terapevtske strategije pri izgorelosti najprej po najboljših močeh pogledamo in odpravimo vzroke, ki so do izgorelosti pripeljali. Ker če vsi ti stresori še naprej vplivajo na nas, lahko delamo karkoli, pa ne bomo naredili nič. Tako da vse tisto, kar sem na začetku povedala, poskušamo pogledati, ovrednotiti in začeti odpravljati. Čim prej in čim bolj, koliko je v naši moči. Zdaj, kakšne so pa še strategije, terapevtske strategije in pa spremembe v načinu življenja? Karkoli so vzroki, torej odstranimo stresorje. Spanje je nujno. Med 10. zvečer in 2. zjutraj, minimalno 8, raje še več ur, je nujno spanje, saj se v tem času med 10. in 2. naše adrenalne žleze polnijo in regenerirajo. Tako da treba je pogledati, kak je naš spalni prostor, cirkadni ritem je treba pogledati in pa, če so prisotne kakšne motnje spanja, kot so motnje dihanja, spalna apneja in podobno. Izogibati se je treba ali pa minimizirati gledanje televizije, gledanje v računalnik in pa telefon. Redna in ravno prava rekreacija je nujna, kolikor se pač da, zdaj, če nekdo ne more niti do stranišča priti, v tem primeru se ne rekreira, v drugih primerih pa kolikor zmoremo. Gibanje, telovadba takoj po vstajanju nam pomaga to krivuljo uravnovešati, krivuljo kortizola. Multitasking, to je treba, se pravi, več opravilnosti je treba znižati na največji minimum, ker je dokazano, da multitasking tako zelo okupira naše možgane in povzroča izreden stres v telesu in samo zaradi multitaskinga lahko izgorimo. Ko zdravimo, začnemo z možgani, nadaljujemo z mitohondriji, črevesjem in pa seveda z adrenalnimi žlezami, seveda pa pogledamo tudi druge stvari, kako je ščitnico. Skratka, celo telo nas zanima, vse funkcije nas zanimajo, ker telo je zelo kompleksno sestavljeno, zelo kompleksno deluje in je treba kompleksno pogledati na vse sisteme v telesu, ne samo na adrenalne žleze pri izčrpanosti. Uporabljamo adaptogene, razna hranila v obliki prehrane, dodatkov za podporo možganom, adrenalnim žlezam oziroma drugim funkcijam. Svetlobno terapijo uporabljamo,
Torej, takoj po vstajanju gremo na sonce ali pa uporabljamo luči z polnega spektra. Imamo redne obroke, vključno z zajtrkom. Čustvene travme iz otroštva, če so bile ali pa preteklosti, jaz priporočam, da se vključijo v kakšno psihoterapijo, sploh EMDR terapijo ali kakšno podobno za razreševanje travm. Tudi tapkanje je recimo ena taka dobra zadeva, ki jo lahko sami se naučimo. Psihoterapija in coaching, kadar je potrebno. Na različne načine znižujemo vnetja v telesu. Priporočilo je, da pišemo dnevnik hvaležnosti, da pridemo v neko tako dobro energijo ljubezni. Hvaležnost je zelo podobna energiji ljubezni. Meditacija tukaj zelo, zelo pomaga. Yoga, tai chi, sprehodi v naravo, super, 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 vsak dan, če se le da. Preživljanje časa v tišini, da izklopimo vse in smo samo v tišini. In pa predvsem učenje tega, da se poslušamo, kaj potrebuje naše telo in zagotovimo našemu telesu to, kaj rabi. Še ena zelo pomembna stvar, igra bi morala biti vsak dan na našem urniku. Igra, zabava, kreativnost, kot je recimo umetniško ustvarjanje ali pa kakšne druge kreativne stvari, in pa socialna podpora v obliki druženja s pozitivnimi ljudmi, zelo, zelo pomembna pri zdravljenju. Zdaj, če pa še na hitro pogledamo prehrano pri izgorelosti, priporoča se veliko več zelenolistne zelenjave in pa križnic, recimo zelje, cvetača, brokoli, ohrovt. Izločimo ves sladkor, alkohol in pa predelano hrano. Začnemo jesti več zdravih maščob, kot so orehi, omega-3, ribe z čim manjšo vsebnostjo živega srebra, jajca, avokado, kokosovo olje. Izogibamo se pijačam s kofeinom ali pa teinom. Uravnavamo s prehrano in pa z umirjanjem naš krvni sladkor. Včasih uporabljamo tudi sol, izjema je pri visokem krvnem tlaku, in pa pomembna je tudi uravnoteženost pri vsakem obroku med zdravimi beljakovinami, maščobami in pa ogljikovimi hidrati. Zdaj še pa nekaj osnovnih prehranskih dodatkov, ki lahko pomagajo. To so probiotiki, omega-3, zelo kakovosten multivitamin, multimineral, B-kompleks in pa adaptogena zelišča. In seveda moram poudariti, da je vedno potrebno ves ta program in dodatkov in prehrane in celega načina življenja vedno prilagoditi vsakemu posamezniku posebej, ker moje telo ni enako kot vaše oziroma kot od tretje osebe in je treba vedno, vedno individualno prilagajati. Potem v času terapije se seveda spremljajo simptomi in hkrati se spremljajo laboratorijsko tudi, kaj se dogaja v telesu, se zmeri ponovno kortizol in se vidi, kako naša terapija dobro deluje. Če pa ne tako dobro, pa se potem spet čez kakšen mesec, 2, 3 prilagodijo stvari, da je program terapevtski še bolj optimalen. To je z moje strani.